Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Marko Lukan se je rodil 27. julija 1988 v Kranju. Od rojstva je gluh. Osnovno šolo je obiskoval na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani, nato se je vpisal na Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, smer industrijsko oblikovanje. Leta 2007 je bil sprejet na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 2013 pridobil naziv akademski slikar. Svoja slikarska dela je včeraj razstavil v Mestni knjižnici Kranj, s katerimi nas je popeljal v simbolično obarvan svet. Njegovo tokratno delo, in sicer ki se navezuje na simbole, je tudi nekako povezano z njegovo diplomsko nalogo, kajti ta dela, to tematiko si je on izbral za diplomsko nalogo. Osrednja pozornost Lukanovih stvaritev so simboli, po besedah umetnostne zgodovinarke Melite Ažman, posega predvsem po močnih, junaških, vladajočih, neustrašnih živalih, kot so tiger, jaguar, lev, bik, volk in nežnejših, kot so mravlje, pajki, muhe, gosenice, metulji, ki so marljivi ali simbolizirajo življenje, preporod ali zlo. Na splošno razstaven tema je simboli, ki črpal sem iz mitologije in pa tudi drugi simboli. Navdih ideje sem dobil iz knjig. Ko sem bral knjige o mitologiji, simbolih, sem potem razmišljal in naprimer, kar sem izbral in potem naslikal, recimo ali ljubezen, ali rojstvo, ali tisto pač resno simboliko. Nisem hotel samo romantiko, ampak res tisto pravo simboliko, mitologijo, naprimer labod, ko osvaja žensko in vidi se, da je ženska zelo sramežljiva ali mogoče prestrašena ali tako. Potem druga slika recimo predstavlja nasilje ali oblast ali obrambo. Mogoče tudi primer, ena slika so žuželke, kar ljudje v bistvu ne maramo videti, nam je nekaj grdega. Tako, različne simbole so želel predstaviti. Marko Lukan je eden tistih avtorjev, ki se močno izraža z barvami. Pri njemu gre za zelo čiste, živahne barve, včasih tudi malo blede. Na nek način so njegove slike zelo živahne, ni tistega mrtvila, neke, bom rekla, v bistvu so energične. Kljub temu, da imamo recimo sliko, ki je čisto v modro, črnih tonih, bom rekla, je še vsem slika taka v bistvu ne mrtva. Bom rekla, ne mori nas, ampak nas pritegne, v bistvu posrka vase, da poskušamo enostavno ugotoviti, zakaj ta barva, zakaj ta žival, skratka kot recimo volk na modrem ozadju, v bistvu kot žival agresije, a hkrati je modra barva tudi nek tak globlji smisel in sicer pomirja nas. Spominja nas na neko modrino, na neko neskončnost, na neko enostavno sproščenost. Likovna dela so premišljeno dodelana, ponekod so podobe zaznamovane le z obrisi, so barvno označene ali v prevladujočem kontrastu dveh barv. Ozadje gradi iz pravokotnih pasov različnih dolžin, širin in barvnih tonov, ki ustvarjajo nek prostor in razgibajo samo kompozicijo, pravi likovna kritičarka. Dela spominjajo na kolaž, a so dejansko akrilna dela. Zakaj je tako? Zakaj sem se odločil za simbol na ozadju, recimo kot vidimo na mojih slikah? Ali telo, ali celo telo, ali... To je glavni lik na tej sliki. Ozadje, to pa je kot bolj zamegljeno v tem delu, tako da v bistvu poudarim ta lik na tem delu, na tej sliki. Prvi pogled dobimo vtis, da gre za nek plakat, ki ravno tako ni plakat. Po drugi strani imamo pa razne vložke, ki so tudi vzeti iz raznih časopisnih izrezkov in na teh izrezkih so tudi recimo neke povezave s posamezno živaljo, ki jo avtor v bistvu predstavlja. Likovna dela Marka Lukana so kot živahne sestavljanke, kjer se simboli, bodisi živali ali ženske figure, prepletajo z ozadjem. Dela bodo prostore Kranjske knjižnice krasila do 28. februarja.